V studio danes prihaja kandidat za poslanca, ki je v zadnjih mesecih s svojimi nastopi v hramu demokracije dodobra razdelil slovensko javnost. Podporniki ga kujejo v zvezde kot odličnega retorika, nasprotniki pa se nad njegovimi nastopi zgražajo. Andrej Poglajen, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalkam ter gledalcem. Povejte nam, zakaj se podajate na volitve? Glejte, v zadnjih 4 letih se je v Sloveniji dogajalo marsikaj. Sam menim, da tudi v aktualnem sklicu Državnega zbora tega leto in pol mandata, kolikor sem bil sam v poslanskih klopeh, bi se lahko predvsem za naše kraje zadeve obrnile dosti na boljše. In te spremembe so v naslednjih 4 letih prepotrebne in z tega vidika seveda se tudi vnovično podajam v kandidaturo, predvsem pa tudi v Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da bomo bili tisti, ki bomo sestavljali naslednjo slovensko vlado. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, pa jih poglejva. Pa to bodo odločile volivke in volivci. Jaz menim, da sem glas idrijsko-cerkljanske dobro predstavljal v Državnem zboru, bil sem glasen o temah, ki so najbolj pereče v našem okrožju in na koncu je to najbolj pomembno. Idrijsko-cerkljanska ima pred sabo številne izzive, ki niso bili naslovljeni v zadnjih 4 letih. Če naredimo primerjavo projektov, ki so bili izvedeni v 2 mandatih prejšnje vlade ali v 4 letih trenutne vlade, hitro vidimo, da so v zadnjih 4 letih bile zgrešene številne priložnosti. Ja, ogromno. Saj sem bil nosilec te teme v Državnem zboru znotraj naše stranke. Poglejte, občine sploh v zadnjem času so popolnoma finančno podhranjene. Vsakoletno usklajevanje za povprečnine je z vidika dolgoročnega načrtovanja projektov, ki jih občine izvajajo, nekonsistentno oziroma ne morejo načrtovati dolgoročno. Predvsem pa je ena stvar, ki me kot aktualnega poslanca idrijsko-cerkljanske zelo boli, in to je koeficient razvitosti občin. Poglejte, na temu izračunu koeficienta je recimo občina Ajdovščina manj razvita od občine Idrija. In tako se mi zdi, da v Ljubljani dobivajo izkrivljeno sliko tega odraza realnega stanja na terenu, kajti če pogledamo primerjavo med cestami ali pa drugo infrastrukturo na Ajdovskem ali na Idrijskem, hitro ugotovimo, da je v Ajdovščini, ta kritična infrastruktura dosti na višji ravni. In z tega vidika menim, da bi bilo v prihodnjem mandatu potrebno to korenito spremeniti. V Slovenski demokratski stranki smo jasno predstavili v našem programu, da bomo odstotek, ki bo namenjen za občine znotraj BDP-ja, zapisali v ustavo in s tem dolgoročno zagotovili možnosti razvoja lokalnih samoupravi. Ja, poglejte, Slovenija in z njo idrijsko-cerkljanska se sooča z eno najhujših stanovanjskih kriz, v zgodovini samostojne Slovenije. Vlada oziroma vladne stranke so na začetku tega mandata obljubljale 30 tisoč stanovanj. Sedaj po 4 letih vidimo, da ta obljuba strani vlade ne bo realizirana oziroma še dolgo do te realizacije. V Slovenski demokratski stranki pa vidimo rešitev stanovanjske krize drugje. Vlada oziroma država se ne sme izključno in samo koncentrirati na izgradnjo državnih najemnih stanovanj, ampak mora poseči na področje, lastnih nepremičnin oziroma omogočiti mladim, da pridemo do lastnih nepremičnin. Saj veste, dom je edino tisti, ki si ga sam lastiš, ne pa najem. In v sklopu tega smo pripravili korenit nabor ukrepov, od finančne strukture pridobivanja sredstev mlade osebe z dodatnimi davčnimi olajšavami, do znižanja davka na najem ter predvsem poenostavitev gradbene zakonodaje. V primeru, da Slovenska demokratska stranka vodi naslednjo vlado, bo rok za pridobitev gradbenega dovoljenja najdaljši do 3 mesecev. Se pravi, 3 mesecev od vložitve vloge do pridobitve vseh soglasij, en nažig, en papir, en podpis in naj posameznik zida. Kajti le to je način, da lahko rešimo obsežno stanovanjsko krizo, ne pa državna najemna stanovanja, ki bodo grajena le v večjih mestih in idrijsko-cerkljanska ne bo deležna le teh državnih investicij. Ja, res je. Poglejte, na idrijsko-cerkljanskem so ceste in cestne povezave eden izmed ključnih problemov
Če se ozremo malo naokoli, pa lahko vidimo, da v ostalih predelih Slovenije temu ni tako. Moram reči, da v tem mandatu sem bil zelo razočaran, ko so vladajoče stranke zavrnile amandma, ki bi kot prednostni infrastrukturni projekt obravnaval tudi 4. razvojno os, se pravi krak, ki gre čez Idrijsko-Cerkljansko, en del proti Gorenjski, drugi del proti Logatcu. S tem bi lahko bili, naši projekti bolj pospešeni z vidika izgradnje in priprave le-teh. Pa vendarle v Slovenski demokratski stranki smo rekli, da bomo v naslednjem mandatu omogočili to, da tudi lokalne ceste dobijo možnost državnega sofinanciranja. Znotraj teh odstotkov, ki sem jih prej omenjal, znotraj BDP-ja, ki bo z ustavo namenjen za občine, bodo tudi sredstva, ki bodo izrazito oziroma namensko namenjena za lokalne ceste. To je edini način, da lahko na Idrijsko-Cerkljanskem pridemo do boljših cest, kajti zaradi reliefa, v katerem se naša regija nahaja, je to, zelo pomembno, da država pristavi tudi svoj del zraven k boljši povezanosti. Idrijsko-Cerkljanska oziroma posebej Cerkljanska potrebuje konkretno poplavno zaščito oziroma predpoplavne ukrepe z vidika krizne infrastrukture. Poglejmo samo primer železnikov, tam se je skozi obdobja večjih vlad zgradil velik zadrževalnik, ki omogoča, da so železniki varni pred poplavami. In podobno je potrebno kritično infrastrukturo z vidika protipoplavnih ukrepov urediti tudi na Cerkljanskem. Če ne, se nam bo, tako kot lahko vidimo, iz leta v leto ponavljale poplave in z njimi povezane naravne nesreče, kot smo lahko videli od leta 2023 na Cerkljanskem, pa tudi lansko leto, leta 2025, in tudi danes imamo še nekaj aktivnih plazišč v določenih predelih Cerkljanske. Torej, Cerkljanska potrebuje dolgoročen protipoplavni načrt, ki bo omogočil zaščito celotne regije. Dva sem že omenil, torej protipoplavno zaščito Cerkljanske, omogočenje državnega financiranja za lokalne ceste, drugi oziroma tretji v tem nizu je zagotovitev rudarske rente za Idrijo. Idrijski rudnik je skozi stoletja napajal proračune številnih držav, danes pa imamo od tega najmanj prebivalci Idrije. In to je treba spremeniti. V Slovenski demokratski stranki smo že pripravili okvirno zakonodajo, pomagala so tukaj tudi kolega iz Poljanske doline, ker so tudi imeli rudnik Žirovski vrh, ki bo to tematiko ustrezno naslovil in omogočil Idriji pridobitev dodatnih sredstev v občinsko blagajno. Četrti znotraj teh ukrepov je zadostno financiranje kulture. Idrijsko-Cerkljanska je izredno bogata kulturna regija. Če pogledamo od Idrijskega rudnika do divjih bab, Cerkljanske laufarije in vse ostalo vmes, predstavlja to regijo oziroma kulturni sklop, ki je resnično, svetovnega razumeja. Ampak financiranje strani države je pa skoraj da ničelno in v Slovenski demokratski stranki smo pripravili ukrepe, ki bodo omogočili na prvem mestu direktno financiranje UNESCO dediščine, torej po zgledu Nemčije, Švedske, kjer države direktno zagotavljajo sredstva občinam, ki imajo UNESCO dediščino za izgradnjo in obnovo tamkajšnje UNESCO infrastrukture, bomo isto prenesli tudi v Slovenijo. In s ta način bo lahko tudi recimo Idrija pridobila nov urejen Kaiser Park, ki se ga več kot zasluži, ali pa tudi ureditev parka divje babe in vsega ostalega. Seveda pa bo tudi v naslednjih 4 letih potrebno zagotoviti, da bosta tako Cerkljanska laufarija kot tudi divje babe umeščene na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Poglejte, ta zgodba je preprosta ekonomska matematika oziroma veriga. Bruto plače v Sloveniji oziroma bruto, ki ga delodajalci izplačujejo v Sloveniji, eden najbolj obdavčenih v Evropski uniji. Samo Belgija ima bolj obdavčen bruto. In z tega vidika je seveda potrebno poseči v ta davčni primež, ki se prejema naših plač v Sloveniji, in ga znižati. Se pravi, za isti bruto znesek, ki ga delodajalec izplača, mora država postati manj požrešna in mora delodajalec dobiti več. To je edini način, kako dolgoročno in sistematsko zagotoviti dvig vseh plač v Sloveniji, kajti v zadnjem obdobju smo priča temu, da se dviguje le minimalna plača, povprečna plača pa ostaja na relativno istem mestu. In danes smo na kritični točki, ko imajo Hrvatje ob povprečni neto plači večjo kupno moč kot Slovenci. Nekaj, kar se ni zgodilo vsaj zadnjih 500 let.
Ja, poglejte, ta vlada je sprejela številne ukrepe, ki so negativno vplivali predvsem na zdravstveno situacijo na Idrijsko-Cerkljanskem. Spomnimo se obdobja začetka lanskega leta, ko je na Idrijsko-Cerkljanskem bilo približno 20% prebivalcev brez osebnega zdravnika. To je neka kritična masa, ko že težko sploh govorimo o obstoju javnega zdravstva. In z tega vidika je seveda potrebno te negativne ukrepe, ki so bili sprejeti v času Golobove vlade, zamejiti oziroma spremeniti. Eden izmed teh je zakon o zdravstveni dejavnosti, ki povzroča veliko krizo številnim zdravstvenim domom izven centrov. Drugi pristop je tudi seveda regionalizacija zdravstva. In tretji steber, ki je, bom rekel, tudi zelo pomemben, je ustrezna nagraditev tako medicinskih sester kot zdravnikov, ker so to temelji oziroma gonilne sile našega zdravstva. In ne nazadnje moramo prenehati s to umetno vojno med tako imenovanim zasebnim in državnim zdravstvom, kajti javno zdravstvo ni samo državno zdravstvo, javno zdravstvo je, ko državno zdravstvo in koncesionarji sodelujejo en z drugim. Javno zdravstvo je tisto zdravstvo, ki je najbolj dostopno pacientu, kajti pacienta ne zanima, h kom gre na pregled, zanima ga pa to, kako bo obravnavan in da bo predvsem čim prej obravnavan. Financiranje nevladnih organizacij v Sloveniji je zašlo v eno slepo ulico. Na razpisih, ki jih objavlja ministrstvo, so gasilci iz Idrijsko-Cerkljanske praktično enako obravnavani kot politične organizacije v Ljubljani, ki se skrivajo za tematiko nevladnosti. To dvoje treba jasno razmejiti. Če si nevladna organizacija, ki deluje v dobrobit ljudi, gasilci, Rdeči križ, Karitas in vse ostalo, je te posameznike potrebno ustrezno nagraditi. Tisti, ki pa skozi svoje aktivnosti delujejo politično in predvsem agitirajo za določeno politično opcijo, pa naj si financiranje zagotavljajo druge. In tako bomo pridobili več sredstev za gasilce in vse tiste, ki so aktivni, dejansko aktivni v nevladnem sektorju, tiste pa, ki so prisesani na državni proračun, pa pač bo potrebno umakniti iz državnih jasli in jim povedati, da pač naj si za svoje aktivnosti finance priskrbijo sami. Oboje. Seveda, obvezno. Ja, seveda v Sloveniji imamo zakonodajo, ki to jasno ureja, ilegalen prehod meje je kaznivo dejanje, potrebno je pa samo spremeniti en člen, in sicer, da ta oseba, ki ilegalno prestopi mejo, ne bo šla v slovenski zapor, ampak bo iz Slovenije odstranjena. Po zgledu Danske, ki ima to sistematsko urejeno in na Danskem mimogrede vlada leva vlada. Andrej Poglajn, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, želim vam na skorajšnjih volitvah dober rezultat in nasvidenje. Hvala lepa vam za vabilo in še enkrat vse dobro vam in vašim gledalcem. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno!